drevo že vse ve, v kaj bo zraslo točno velikost, kakšne veje bo razvilo, kakšne liste. Tako tudi mi, vsi v resnici, vso to znanje že nosimo v sebi, ker je to zapisano v naši duši. Ampak smo pozabili, ker smo izgubili stik sami s seboj. In na tem vikend seminarju ste se ponovno lahko spomnili, kdo ste in kaj boste vsak dan naredili, da boste zdaj aktivirali ta svoj polni potencial. Vse, kar se je in se še bo zgodilo, se je zgodilo točno tako, kot je prav za vsakega izmed vas in nas. Potem bomo imeli tudi eno meditacijo za gospoda, ki je tukaj, a ne mogoče lahko izrazite. Vsaka duša ima svojo pot in ima svojo zgodbo in ima svojo izbiro. Prav zares mi nismo za druge odgovorni, ker ima vsak svojo pot. In če nekdo želi oditi z tega sveta, bo tudi odšel. Z kazalnega nivoja je to drugače, dojemljivo, kakor pač zemeljskega nivoja, ko smo mi na nekoga navezani, ko pač vseeno imamo nekoga radi in je to potem teže razumeti, teže sprejeti, teže začutiti, ampak vse je prav, tako kot je za vsakega. In prej, ko bomo to sprejeli, prej se bomo osvobodili. Torej, ta nenavezanost, o kateri smo prej govorili, je ključ. Vsak ima svojo izbiro in lahko izbere tudi smrt, če je to za njega trenutno pač najboljša izbira. Tako da vsak je to zaradi sebe, zaradi svoje lastne poti. In tukaj ste prišli sebe osvoboditi od vsega. Ja, si podamo kaj na poti, si predajamo stvari, smo v odnosih, starši, partnerskih, prijateljskih, kakršnih koli, ampak kljub samo na koncu smo tudi sami. Rodimo se sami in umremo sami. In ko bomo nekoč nekega dne zapuščali ta planet, bo pomembno oziroma vredno samo tisto, kar smo dobrega naredili za druge. In mati Tereza je to lepo povedala, jaz sem le orodje pisala, skozi katerega deluje on, torej Bog, izvor. In v vsakem izmed nas je ta izvor, ta Bog, ta prava narava, ta resnica, ta ljubezen. In je od nas odvisno, kaj bomo naredili s tem potencialom. To je naša izbira. Tako da, kaj boste vi naredili danes? Po tem vikendu je vaša odločitev. Lahko boste nekaj dni fajn, pa potem boste šli v stare vzorce. Eni tudi to izberejo. Lahko se boste pa odločili in boste rekli, ne, od tega vikenda naprej bom jaz spremenila svoje življenje in bom naredila vse, kar je v moji moči, da spremenim svoje življenje na to pot, v to smer, kamor si želim jaz. Torej, ta I am prisotnost, jaz sem. Tako kot je Jezus govoril, I am, jaz in moj oče sva eno. Ločenosti zares ni. Zdaj bomo šli na tehniko manifestacije. V bistvu, do zdaj smo delali z enotnega polja meditacijo. Delali smo menjavo vzorcev, menjavo prepričanj, torej. Kreirali smo občutke, znanje, veščine, razumevanja in tako naprej. Lahko pa polje enosti v bistvu uporabimo tudi za direktno manifestacijo česarkoli, karkoli si želimo v našem življenju. Torej, lahko posegamo na neke zunanje objektivne količine, iz katerih v bistvu z nekega klasičnega mehanskega vidika nimamo vpliva. Recimo, količino odnos, kakšne odnose bomo imeli, koliko denarja, nove poslovne priložnosti in tako naprej. Vse to se da preko polja enosti hitreje manifestirati, kot če bi vi na klasičen mehanski način se trudili in garali iz dneva v dan in tako naprej. Torej, kakšna so zlata pravila glede manifestacije? Vse, kar vi mislite, govorite, delate, to v bistvu kreira vaše življenje. Torej, vsaka misel, kot smo rekli, je zelo pomembna. Predvsem je pomembna vaša nezavedna miselnost. Torej, vaši ključni programi, ki se jih ne zavedate, ampak še kako seveda iz podzavesti vodijo vaše življenje.
največkrat je izziv, ko ljudje sploh ne vejo, kaj si želijo. In je potem problem sploh definirati, kaj si človek zares želi. Torej, rabimo najprej vzpostaviti ta globi stik s samim seboj, da lahko potem sploh vemo, kaj je naša pot in kaj je naša resnica. Tako da, vedno nameravamo pozitivne rezultate, ko manifestiramo iz stanja enosti. In dejstvo je, da sami ustvarjamo svojo resničnost. Vsako mislijo, ki jo mislimo, kreiramo dobesedno novo življenje. Manifestiramo lahko karkoli razen, recimo, da bi nas ljubila določena oseba, ker s tem posegamo v svobodno voljo drugega, kar je še vedno pri manifestaciji tudi zelo aktualno, zelo realno. Tako da to je treba spoštovati. Torej, karkoli boste manifestirali, naj bo to definirano natančno, pozitivno in v jasno določenem časovnem okviru. Ker, ne vem, če ne boste rekli, da bi se to zgodilo v roku, ne vem, pol leta, bo mogoče v naslednjem življenju. Ne, zgoraj v bistvu vse. Tako da vi rabite postaviti časovni okvir, manifestirate lahko zase, direktno, ne za druge, zato ker pač ima vsak svojo percepcijo, svoje vzorce in dejansko svojo svobodno voljo. Tako da svobodno voljo je potrebno upoštevati tudi pri manifestaciji. Lahko si pripeljate novo duhovno vodstvo, ne vem, nove poslovne priložnosti, karkoli, v bistvu si zamislite, manifestirajte si nov avto, ne vem, hišo, karkoli želite in to bo prišlo na način, na kakršnega si niti podrazno niste mogli misliti. Torej, zakon privlačnosti, ja, ampak kako to deluje? Večina pozabi povedati, da je tista podzavest, torej tisto, kar smo mi potlači, ključ, zakaj se pri večini ljudi zakon privlačnosti ne izide. Zato, ker ne povejo, da so tukaj ključni programi podzavesti, torej ključni vzorci, ki preprečujejo v bistvu realizacijo manifestacije. Ne vem, moram trpeti za denar, ne zaslužim si tega, nisem vreden, nisem vredna, nisem dovolj dober, dobra in tako naprej. Moram se še malo potruditi, pa še malo potrpeti, potem pa bo. Ne? Tako da iz tega vidika je v bistvu manifestacija potem se zgodi, ampak šele takrat, ko človek razreši svoje vzorce, torej svoje blokade, ki se jih najverjetno niti ne zaveda. Torej, vsaka manifestacija, ko boste vi dali v enosti, se bo slej ko prej zgodila, če ne prej, ko boste razrešili svoje blokade, ki tukaj preprečujejo proces manifestacije. Okay? Torej, prva stvar je stik z enotnim poljem. Brez tega stika smo rekli, bo naša namera izvenila le kot želja. Potem kristalno jasno, natančno namero si napišite prej na papir. Torej, predno boste manifestirali, si točno jasno napišite, kaj želite in boste natančno zelo previdni. Vedno tukaj povem ta primer, ko je šel gospod k Sai Babi in je rekel, želim $1 milijon. Sai Baba ga je vprašal, ok, si res to želiš? Je rekel gospod, ja, $1 milijon, daj mi $1 milijon in bom najsrečnejšel vsega na tem planetu. Sai Baba je rekel, ok, ko boš prišel domov, boš imel $1 milijon. Ne, Sai Baba veste, ne, avatar, v bistvu, ne. In res, gospod gre domov z letalom, zgodi se nesreča, postane invalid in dobi od zavarovalnice točno $1 milijon odškodnine. Tako da, pazite, kaj si želite, ker se lahko to zgodi tudi na način, ki vam ne bo všeč. Tako da vedno dajte zraven na meni povsem varen, zdrav način, da se to zgodi. Torej, brez trpljenja, brez garanja, brez ne vem česa. Ali na lahkoten, radosten, zdrav, prijeten, učinkovit način zame in za vse opletene. Zelo pomembno. Okay? Ne rabi noben trpeti za to, da boste vi nekaj dobili. Okay? Ne rabimo tega. Nobenega izkoriščanja, nobenih manipulacij več. V redu? Torej, ko date gor namero, v bistvu vztrajate v stiku in uporabite to, ko ste v stiku z enostjo, so vaši občutki zelo močni. Tako da vi si to predstavljate, da to že imate. Danes, tukaj, zdaj, torej to že je. Ker itak časa ni in tam v polju enosti pa sploh ne, je vse v zdaj. Torej, zdaj, ta trenutek, vi že imate to. In okušate, ne vem, hočete nov avto, okušate ta vonj notranjosti, ne vem, novi sedeži, usnjeni, karkoli vam pade na pamet, čim več čutil, ko doključite tak motor, taka barva, vse morate biti specificirano natančno. Hočete tako hišo v kolikem času, ampak zelo pomembno je,
ko manifestirate, če vi v to ne verjamete, seveda potem do tega ne bo prišlo. Tako da dejte nekaj, kar zdaj lahko sprejmete, kar je za vas realno. Ne vem, hočete 500 € več na mesec, dejte 500 € več na mesec. Pa marsikomu bo to zelo olajšalo vsakodnevno življenje, recimo. Torej, tisto, kar vi zdaj trenutno verjamete, da je za vas možno, tisto si zmanifestirajte in potem bo seveda lažje do tega prišlo in boste potem iz te točke lažje šli naprej. Torej, step by step proces, korak za korakom. In to je ta pot, ko boste šli potem gor. Jaz sem recimo imel pač primer, ko sem si na medicini 3 izpita, sem si zmanifestiral, 3 vprašanja izpitna, sem si zmanifestiral, to ne pomeni, da drugega nisem prebral, ne pa se naučil, ampak sem tisto še posebej šel prebrati in dejansko vsa ta 3 vprašanja so bila ista, jaz nisem mogel verjeti, sem smejal, ko sem prišel na izpit. Tako da zadeva deluje, ker v bistvu nisem imel dvoma, da se bo to zgodilo. Imel sem primer, ko recimo imel sem še prej CX-7, tisto Mazda športni terenc, 260 konjev, to je kurilo 14-15 litrov in sem dal namero, da se za 30% zmanjša poraba goriva. In dejansko avto je začel manj kuriti. Ne moreš verjeti, kako to iz umskega vidika bi rekel, to ni možno. Ampak z kvantnega nivoja je pa vse mogoče. In je to neomejen potencial. Obstajajo primeri, ko so ljudje iz niči, že pa so jemali denar. Ni ga zmanjkalo. In potem je oseba klopla, vse to ni možno, je zmanjkalo. Ko mi z miselnostjo zablokiramo, tako je konc. Saj baba je tudi vibuti, tisti prah iz nič je manifestiran. Tako da, če bi vi z vsakim delčkom svoje biti verjeli, da lahko hodite po vodi, a bi hodili po vodi? Ja. Tukaj Jezus, Dejansko, če bi ti sprejmeš, greš preko onkraj teh fizičnih zakonov na zemlji in to zate več ne drži. Ne velja več. A ne? Jaz lahko en primer povem, sem bila dogovorjena, da pridem do Dejana na kosilo, ko sem imela sestanka, in sem bila še v Tacnu, ali pa za Bežigradom dela. Čas je. In gužva je bila na obvoznici, vse je bilo zaprt, in se kako bom jaz da mu jela, imela sem 15 minut časa. In sem se sam povezala in sem verjela in videla in čutila, da sem že tam izkrat kosil Eva in Ferdi. In sem se samo prepustila, da so me iz obvoznice ne poznam Ljubljane, ker sem z Gorenjske, tako natančen te ulice, pa vse to, pa ceste. Sem rekla, a lahko, prosim, vodite me. Sem samo šla in so me vozili, sploh ne vem, kje sem vozila. Po enih, pa zapotnih, pa tam, pa spet tam, nimam pojma. Na neme sem bila takrat tam s kosilom, ko sem ga kupila, prinesla, usedla in to je bilo to. Nič koliko takih pripetljajo. Tako da lahko začnete se igrati z semaforji, to so take najbolj osnovne začetniška. Parking, da vas čaka. Sam jasna namera. Da res živite, čutite, verjamete, veste, tam je. To mi čaka in to je. In potem greš res pravzaprav iz, ni časa pa prostora za res. Ker tudi jaz, ker sem se vozila, nisem imela tega občutka, ni bilo sploh občutka za res, da voziš, ne znam sploh opisati tega, čist druga dimenzija je. Izven matrice si v bistvu takrat, v bistvu se izstopiš iz te. Dr. Lipton je rekel v Zagrebu, The Matrix is a documentary, it's not a movie. Torej, matrica, film je dokumentarc. To ni znanstvena fantastika, kot so nam hoteli prodati, ampak to je resnica. Vse to, kar se tam dogaja, dejansko je lepo prikazano. V kaj smo, v kje smo zdaj ujeti v resnici in od česa se radimo odistovetiti in dejansko presežiti ta nivo, da bomo končno svobodni in da bomo zaživeli to, kar nismo. Torej, to je že doseženo in potem izstopite iz stika, recimo predstavljate si, da ste med prvimi pa drugimi vrati v misli in generirate pristno, iskreno hvaležnost iz srca. Kako smo že včeraj rekli, pozabili smo biti hvaležni za vse, kar imamo v življenju. Tako da vaša pristna, iskrena hvaležnost bo pospešila realizacijo vaše namere in vaše kreacije in seveda še vi se boste bolj počutili, ko boste hvaležni za to, kar ste že prijeli. In naslednji dan bo potrkal nekdo in bo nekaj prinesel in točno to, kar ste vi kreirali. Eno svetilko sem si zaželel, solno, veste,
grem pa do sosede Milene, ker smo včasih tam živeli na obisk in ona mi reče, ja, bi imel ti to svetilko, ne rabva. Pa sem se smejal, ne, pa samo misel je bila in je bila že kreacija. Tako mislim nešteto takih primerov, ne. Luštne so. Ja, pol pozabiš, ampak takole pride dol nekaj zadeva, ko takoj si skreiraš. Ok, torej, konstruktivna akcija potem. Torej, če hočete zadeti na loto, tisti, ki imate te ambicije, srečko bo treba kupiti. Še vedno nekaj fizičnega pa je potrebno narediti, zato ker smo še vedno na pač planetu Zemlja. Tako da, če bomo čakali na kavču, pa se ne bo išlo. Sej v skripti, viš? Je. Pa tudi dobiš tale slajde po mailu, tako da, naprav. Ampak zdaj vzihar ostalo zapisano tem, če smo vsako celico posebej spisali. Še bolje. Tako da, recimo, pač primeri so različni, nameravам, da vam recimo, kolikor vi verjamete več strank, ki so plačilno sposobne, poštene, pripravljene na storitev mojega podjetja in tako naprej, na en tak lahkoten, radosten, igriv način ali pač brez tega, kar vam je pač ljubše. Torej, da se zgodi lahkotno, v miru, v sproščenosti in tako naprej. Izgovorjena beseda je učinkovita 30 do 40%. Vizualizacija sama brez teta stanja nekje 50%. Manifestiranje iz teta stanja je učinkovito 80 do 90%. To je dejansko najboljši način manifestiranja z najboljšo učinkovitostjo, zato ker ste direktno v stiku z izvorom, ki je skreiralo vse, kar je. Torej, če date tam jasno namero in v to srčno verjamete in ste res iskreno hvaležni, se bo to tudi potem zgodilo. Lahko si manifestirate zdravje, boljše odnose, ne rabite materialnih stvari, boljši odnos z očetom, z mamo, karkoli. In vas bo itak vesolje vodilo na to pot, da boste vi verjetno rabili še kakšne korake prehod, da boste do tja prišli. Ja, bodo prišle preizkušnje, bodo prišle stvari, ki še niso v skladu s tem, da bi vi imeli dober odnos, ampak boste veliko hitreje to dosegli. Torej, proces se pospeši. Ok, še par besed. Torej, še enkrat pomen korakov kreiranja. Z vstopom v eno stenotno polje se mi dotaknemo tega neomejenega potencijala. Brez kompromisov namero prižgemo plamen, ki bo zanetil požar. Z vizualizacijo si mentalno prelastimo tisto, kar ustvarjamo. S hvaležnostjo pospešimo realizacijo naše kreacije in s konstruktivno akcijo mi sprejmemo oziroma dobimo tisto, kar smo ustvarili. Ok, tako da zdaj si vsak napiše tisto namero, tisto, kar si želi srčno, res zdaj, kar je tisto najbolj pristno, si to zapišete, greste v stik, date namero in vizualizirate, da to že imate in ste za to iskreno hvaležni. Ok? Tako da to je tehnika manifestirana iz stanja enosti oziroma iz enotnega polja. Hvala, zdaj pa kar v akcijo. In čutite, in vonjajte, in vidite vse barve in vse detajle, ljudi, rožico, karkoli, vse, do potankosti. Čim več kot je detajlov noter, hitreje se bo zgodilo. Torej, postavite tudi časovni okvir, kar se vam zdi realno, ok, ne vem, v enem mesecu, v enem tednu, v pol leta, da se to zgodi, kar pa si želite. Ne pozabiti to, ok? Zdaj pa kar akcija, vsak za sebe dela to vajo.